Jaka, najprej hvala, da ste si vzeli čas za Areno Sport. Leeds je zdaj vaš drugi dom, že 9 mesecev. Kako se zdaj tam počutite, kakšno je življenje v tem angleškem mestu? Jaz sem malo sicer ven z Leedsa, eno manjše mesto, še malo bolj severno. Čisto podeželje angleško, tako res lepo, pristno angleško življenje, bi rekel. Ni tega hrupa, kot v Londonu mogoče, in je vseeno malo bolj umirjeno in tudi kar se tiče vremena, se navadiš. Je lepo, no, zaenkrat, tako da upam, da bo tudi prihodnje. Ko se vrnete na otok, je vaša prva premier ligaška ovira Manchester United. Vemo, da to nikoli ni običajna tekma, da je to velik derbi, sploh ker gostujete na Old Traffordu. Tudi zdaj se zdi, da sta obe moštvi v nekem dobrem obdobju v Premier League. Kakšno tekmo pričakujete? Mislim, da bo za nas kar težja tekma, kot pa je bila doma. No. Konec koncev tudi oni bolj izgledajo v tem trenutku, se mi zdi. Normalno mi močno potrebujemo tudi točke. Tudi na Old Trafford bomo šli s to mislijo, da lahko v Leeds odnesemo kakšno točko in ki nam bo ogromno pomenila za naprej. Slovenci bomo jasno najbolj pozorni na vaše dvoboje z Benjaminom Šeškom. Kakšen je občutek, ko igraš proti reprezentančnemu kolegu na najvišji ravni angleškega nogometa? Z nekom, ko treniraš, mu hočeš pomagati konstantno, da bo boljši in tudi mogoče poveš, kaj štoperjem ne paše, kaj tebi ne paše včasih. Ampak ja, je res bolj lepa izkušnja. Upam, da bo tudi zdaj Beni zdrav, no, da bo že nazaj, da bo še en lep dvoboj, kot je bil prvi. On je bil takrat v nekoliko drugačni situaciji, se kaj bojite njegove strelske forme zdaj? Ja, zdaj, ko pride svež, klopi je malo drugače kot takrat, ko si ti že malo utrujen, mogoče v 70 minuti, ampak bomo videli, upam, da tudi on začne tekmo, konec koncev si to zasluži. Mislim, da s predstavami v zadnjem obdobju res pokazal, da si zasluži to mesto v prvih 11. Mi bomo pa tudi pripravljeni na njega, ali začne ali pa če pride. No. Ker ste ravno to omenili, Jaka, veliko menjate to vlogo med začetno enajsterico in klopjo. Kako vi gledate na te odločitve trenerja? A čutite kdaj krivico pri tem? Je malo drugače, začneš na klopi kot obrambni ali pa kot napadalec. Vemo, da se obrambni malo manj menjajo po navadi kot pa napadalci. Je pa normalno, nikoli nisi vesel, ko si na klopi. To so dejstva, da si vedno želiš začeti tekmo. So pa trenerje odločitve tiste, ki jih je treba spoštovati. Zdi se, da ima ta Šeškom tukaj podobno situacijo, kar se tega tiče. A se kdaj pogovarjate kaj o tem? Se pogovarjamo, ja. Ampak smo tudi oba kar mirna, kar se tega tiče. Prvo leto je za oba. Treba ostati miren, treba delati naprej. Mislim, da smo oba pokazala, da takrat, ko pa trenerji računajo na naj, da jim vrnemo z nekimi dobrimi predstavami in tako si pri trenerju izboljšaš pozicijo in da ti zaupa vedno več. Ja, točno to, ko dobite priložnost, jo maksimalno izkoristite, zato ni nič nenavadnega, da se veliko ugiba o vaši prihodnosti. Vem, da ne morete veliko razkriti, ampak vseeno, a si želite morda v prihodnosti narediti še ta korak naprej v Premier League ali pa morda v kateri drugi ligi? Pa mislim, da je vsakemu to želja, da doseže svoj maksimum v karieri, kar lahko, ampak definitivno sem tu zelo zadovoljen z Leedsom in ne razmišljam sploh o čem drugem. Šele sem prišel konec koncev, niti se je treba prvo dobro uveljaviti tu, da res postaneš nek steber ekipe in sem že tu zelo zadovoljen, normalno pa bomo videli, kako bo nekaj. Z Leedsom se borite za obstanek v Premier League, trenutno vam dobro kaže, kakšno je vzdušje v moštvu, verjamete v ta uspeh? Ja, definitivno, mislim, da je ena izmed boljših slačilnic, v kateri sem bil skozi celotno sezono. Zelo dobra atmosfera, mislim, da nikoli ni bilo vprašanje letos o obstanku v ligi. Konec koncev, ko pogledam lestvico, se še vsake toliko malo začudim, kako je to, da smo še vedno tako blizu. Še par tekem res dobro odgarati, da dobimo tistih par točk, ki bi mogla pol zadostovati za obstanek. Seveda vso srečo in hvala za vaš čas še enkrat. Hvala.